Hej, moje ime je Lisa, sem profesorica angleščine in nemščine in ustanoviteljica platforme Razturi na maturi, ki vsem dijakom pomaga pri sprotnem šolskem delu in seveda na koncu tudi pri uspešni pripravi na maturo. Zdaj, če gledaš ta video, si verjetno v situaciji, ki ni ravno tvoja najljubša. Lahko da ti je spodletel kaj na spomladanski maturi, lahko si pa želiš sam nek predmet izboljšati ali pa pač zaradi takšnih in drugačnih razlogov greš pisati jesensko maturo. Tako da kakršenkoli že je tvoj plan oziroma kakršnakoli že je tvoja situacija, jaz sem tukaj, da ti pomagam, da se na jesensko maturo lahko pripraviš kar se da učinkovito, uspešno in da je to pač ena točka, ki jo moraš odkljukati, da lahko nadaljuješ svojo izobraževalno ali pa kasneje tudi poklicno pot. Kaj nas pa danes čaka? Najprej ti bom zastavila jaz nekaj vprašanj, za katere te prosim, da odgovoriš nanje pač sam oziroma sama. Lahko si odgovore zapišeš na list papirja, lahko si jih zapišeš v telefon, pač kakor ti paše. Potem se bomo pa sprehodili čez nekaj bulletproof nasvetov, ki ti bodo pomagali pri pripravi na jesensko maturo. Pomagala ti bom sestaviti dober načrt, da učenje pač ne bo nek tak prevelik zalogaj, se pravi, da boš ob učenju imel oziroma imela še vedno dovolj prostega časa, da bojo pač to neke take obvladljive dnevne zadolžitve, recimo, ob katerih pač ti bo vseeno ostalo dovolj časa za druge stvari. Seveda ob predpostavki, da začneš dovolj zgodaj, ne? Če gledaš ta video proti koncu avgusta, bo težko sestaviti dober plan. Seveda pa te v tem videu čaka tudi kratka predstavitev platforme Razturi na maturi, ki te lahko reši z ali zanesljivimi video razlagami, zapiski, ki so rešene stare maturitetne pole in tako naprej. Ok, zdaj je v bistvu čas, da ti zastavim nekaj vprašanj. Torej, tako kot sem že rekla, na list papirja si zapiši, koliko najprej oziroma katere predmete greš jeseni opravljati. In zraven napiši še kakšen cilj imaš za vsak predmet posebej. Zdaj, lahko je ta cilj samo pač opraviti maturo z neko pozitivno oceno, lahko je cilj pač neka konkretna ocena za vsak predmet posebej oziroma pač odvisno, koliko predmetov greš pisati, ali je pa pač nek končni uspeh tvoj cilj. Tako da, karkoli že to je, zapiši si te cilje pač na list papirja in v tem času, ko se pač pripravljaš na maturo, imej ta list ves čas pred sabo oziroma nekje na enem vidnem mestu. Zraven je pa tudi fino, da si napišeš še datume, kdaj pač kire teste pišeš, zato da imaš točno pred sabo, kaj te čaka, kaj si želiš doseči in kdaj boš to dosegel oziroma dosegla. Datume lahko poiščeš na spletni strani izpitnega centra oziroma RIC-a. Tako da to je to. Gremo kar naprej na nasvete. Najprej bi ti rada povedala eno stvar. Ogromno stvari že znaš in jih moraš samo malo ponoviti oziroma ne pozabiti do jeseni. Prelistaj učbenike ali pa stare zapiske in si naredi nek seznam snovi, ki jih moraš znati. In potem pej čez ta seznam in si odkljukaj stvari, ki jih že znaš. Pač tako, čist odkrito, brez da si mečeš pesek v oči, to itak delaš zase. Tako da označi si poglavja ali pa tematike, ki pač so res nujne, ki si jih res se jih moraš naučiti. Hkrati si pa lahko pač ali z neko drugo barvo ali pa na nek drug način označiš še pač tiste stvari, ki jih moraš v bistvu samo lepo ponavljati do mature oziroma ne pozabiti do mature. In na tak način, ko pol dejansko vizualno vidiš, kaj že znaš, se ti motivacija hitro dvigne in vidiš, ok, saj to pa je kar obvladljivo, saj bo šlo. In vse te stvari, ki so tlele na tem ekranu pred tabo zdaj naštete v pač 4 korakih, bomo tekom tega webinarja zelo specifično obdelali, tako da gremo zdaj samo na hitrco čez, pol pa pač si bolj natančno pogledamo vse stvari. Torej,
najprej si moraš sestaviti dober načrt učenja. In pomembno je tudi, da veš oziroma vsaj preizkusiš kakšno tehniko učenja. Ker velikokrat je težava v tem, da gre učenje prepočasi oziroma da ne dosegaš tistih rezultatov, ki si jih želiš, da je to pač posledica napačne ali pa neprimerne tehnike učenja. Tako da to si bomo tudi pogledali, katere so in kako lahko to ugotoviš. Seveda pa tudi pomembno, da si pogledamo, kakšni so primerni viri informacij, kako se učiš, kako si boš zadeve lahko čim bolj zapomnil oziroma zapomnila. In gremo pogledat zdaj korak po koraku, kako lahko razstoriš na maturi. Prva zadeva, tako kot sem že omenila, urnik oziroma plan učenja. Se pravi, ko imaš napisan nek seznam vseh snovi, ki pač jih moraš vedeti oziroma poznati za uspešno odpisati maturo, je pametno, da si pač glede na to, kdaj imaš datum testa, sestaviš pač nek urnik. In tukaj si lahko zelo lepo pomagaš s ChatGPT-jem oziroma pač kakšno drugo vrsto umetne inteligence, da pač prosiš, da ti glede na naštete predmete, snovi, roke testov, pač sestavi nek smiselen urnik učenja. Torej, da si splaniraš, kdaj se boš učil oziroma učila, kje, koliko časa na dan boš pač lahko posvetil oziroma posvetila učenju, kako si boš pa razdelila snov po dnevih, kdaj boš imela prosti čas, se pravi, če se svojega plana lepo držiš, se lahko tudi odločiš, da imaš vikende čist fraj in da se čez vikende lahko sprostiš, če pa vidiš, da si malo v zaostanku, ali pa ti ena snov vzame več časa, kot si to splanirala oziroma splaniral, potem lahko pač to nadoknadiš čez vikend. V glavnem, sestaviš si nek dober plan in tukaj ti zelo lepo lahko ChatGPT pomaga. Druga, kot sem že omenila, mogoče celo najpomembnejša stvar je, kako se učiš. Plana ni težko sestaviti, ampak dejansko naučiti se, to je pa ponavadi največja težava. In če imaš kdaj občutek, ali pa če si imela kdaj občutek, da pač cele dneve sediš za knjigami in si na koncu dneva pač nič pametnega ne moreš zapomniti oziroma ne znaš povedati nič kaj dosti o tem, kar naj bi se učila, potem je to znak, da nekaj ne štima pri pač načinu, kako se učiš. In tukaj na slajdu so 3 tehnike, ki so v bistvu znanstveno dokazano ene izmed najbolj učinkovitih tehnik pri pomnjenju pač nekih informacij. In preizkusi eno ali pa 2 ali pa celo vse 3 in malo opazuj, kako ti gre. Se pravi, en dan se uči tako, drug dan se uči tako, pa malo opazuj, kako si najboljš lahko informacije zapomniš. Včasih je tudi neka kombinacija različnih tehnik najboljša za nekoga, tako da malo raziskuj. Tudi če ti te 3 ne ustrezajo, tehnik učenja je ogromno. Torej, če malo pogooglaš, napišeš v ChatGPT, kje so vse različne tehnike učenja, stestiraj kakšno, ne zdaj en teden testirati, ampak kakšen dan, 2 si pa lahko vzameš, da že pač medtem, ko se učiš, se pač probaš na različne načine učiti in tako ugotoviš, kaj ti pač najbolj ustreza. In na tak način bo učenje veliko, veliko bolj učinkovito in tudi hitreje boš imela občutek, da si dejansko nekaj naredil oziroma naredila med učenjem in da nekaj več veš na koncu dneva. Naslednja pomembna stvar so seveda viri informacij in to, da pač slediš nekemu svojemu napredku pri učenju. Zdaj, pomembno je, da si že pred učenjem nabereš pač vse potrebne materiale, ki jih potrebuješ za to, da se pač lahko uspešno učiš. Lahko so to učbeniki, zapiski, delovni zvezki, stare maturitetne pole, pač karkoli že imaš na voljo. Zdaj, pomembno je seveda, da imaš neke zanesljive vire informacij, to recimo zapiski od raznih sošolcev, sošolk, znancev, to ponavadi niso najbolj zanesljivi viri informacij, zaradi tega, ker pač nikoli ne veš, ali imajo not kakšne napake ali ne, pač ni jih delal strokovnjak. Zdaj, zanesljiv vir informacije, na primer učbenik ali pa delovni zvezek. Zanesljiv vir so tudi naši materiali, pač video razlage, zapiski in vse vsebine, ker smo jih pač delali profesorji.
in so v skladu z učnimi načrti in z maturitetnimi katalogi in tukaj si lahko pač prepričan oziroma prepričana in čist brez skrbi, da pač dobiš na platformi Razturi na maturi preverjene informacije in da jim lahko zaupaš. Zdaj, kaj vse pa te čaka na platformi Razturi na maturi, ti pa zdaj na hitrico pokažem. Trenutno poteka tudi akcija, kjer je matura dostop, pač prav za vse dijake, ki greste pisati jesensko maturo, znižan iz 250 € na 65. Tako da poglejmo hitro, kaj vse najdeš na platformi. Gremo si pogledati, kaj vse lahko dobiš na naši platformi. Se pravi, na platformi so objavljeni 3 predmeti. Angleščina, slovenščina in matematika. Pri vsakem je najbolj pomembno, da si ogledaš tole, poglavja in vaje. Že ob tem, ko se brezplačno registriraš na platformi, dobiš uvodno poglavje pač brezplačno, zastonj, da si lahko vse skupaj pogledaš. Potem imaš pa naprej zelo lepo, razločno, jasno razdeljena poglavja. Pri angleščini so pač večinoma slovnična, čeprav je kar nekaj zadev tudi takih, ki niso v povezavi dejansko s slovnico. Recimo v poglavju writing najdeš nasvete za pisanje esejev oziroma pač ostalih pisnih izdelkov. Zraven so tudi recimo zapiski za pisno sporočanje. Eni so pač čistko zelo jasno napisano, kaj moraš vedeti za report, article, formal letter in tako naprej. Tako da je zelo lepo povzeto vse skupaj, predvsem je tukaj pomembna struktura. Potem imaš recimo ena stvar, ki je zelo, nad katero so dijaki zelo navdušeni, so tle pač nasveti za poklicno in za splošno maturo. Pri splošni maturi so v bistvu najbolj gledana vsebina pri nas webinarji o reševanju različnih gap fill nalog. Se pravi, tukaj v bistvu dobiš za vsake vrste gap fill nalog kot eno formulo, pač kako greš lahko čez, da čim lažje oziroma čim boljš ugotoviš, kaj pač paše v nek gap. Tukaj pri ustni maturi imamo tudi v bistvu vse vocabulary, tematike zajete, hkrati tudi interpretacije pesmi, ki so pač za višji nivo. Ampak ja, drugače imaš pa recimo, ne vem, tle je tematika globalization, vedno je en kratek reading text, potem so discussion questions, ki pač pridejo v poštev na ustni maturi, da te vprašajo, kaj profesori. Potem je pa pač tukaj besedišče, eno so kolokacije, potem je pa pač nek essential vocabulary, se pravi nekaj, kar res moraš poznati to besedišče, in potem še nekaj besed, če se pripravljaš na višji nivo. Zraven so pa vedno še kakšni 3 članki, da lahko pač o tej temi še karkoli dodatnega prebereš. To je recimo pri angleščini pomembno. Seveda so vedno na koncu tudi rešene stare maturitetne pole, kjer so pač razloženi, ne, recimo za vsak gap, zakaj je to pravilen odgovor in kako prideš, kako ugotoviš, da je to pravilen odgovor dejansko in tako naprej. Recimo eno zelo popularno poglavje je tudi poglavje o časih. Tukaj je pač vsak čas lepo na kratko in jedrnato razložen v videu. Zraven je tudi webinar o pogostih napakah in seveda vaje in zapiski za angleške čase, pač kot nek povzetek vseh časov, kako jih prepoznaš. In v bistvu vse naprej je na isti način sestavljeno. Matematika pač je mogoče malo bolj kompleksna, zaradi tega, ker ima veliko podpoglavij, tako da recimo, če tukaj pogledaš številske množice, je tle najprej samo en uvodni video, potem so pa še podpoglavja, a ne? Tako da pač tukaj dejansko poglejte noter še v notranjost vsakega poglavja posebej in v vsakem poglavju imate tudi zapiske pri matematiki, kjer je pač neka teorija zajeta oziroma vse te osnove, ki jih pač morate poznati. In tudi pri matematiki imate na koncu ločeno za splošno pa za podklicno maturo, povsod imate pač neke nasvete za pisanje specifičnih pol, rešene maturitetne pole stare in pa skripta za ustno maturo. Se pravi, ok, tukaj so samo tako nasveti, kako se lotevati ustne mature, potem so pa čistko po sklopih, po poglavjih ločene vsebine, kjer je pač res vprašanje,
ki je pač v katalogu za ustno maturo iz matematike in odgovor, pač kaj morate vedeti za kaj. Tako da tlele je zelo, zelo natančno in tle v bistvu vsa ta poglavja skupaj so okrog 170 strani nekaj tazga, tako da zelo veliko vsebine, ampak res imate vse na enem mestu. In potem je tukaj še slovenščina. Pri slovenščini smo pa v bistvu vsebino tako razdelili, da eno poglavje je esej na maturi, za tiste, ki greste na splošno jesensko maturo. Tukaj imate v bistvu vsa maturitetna dela, lepo pojasnjena, analizirana, interpretirana. Hkrati pa še dodatne videe, kako se lotite eseja, kako si napisati osnutek in tako naprej. Tle so stare vsebine, od spodaj imate pa tudi primere iztočnic za esej, da lahko vadite. Tako da to si lepo gledajte. Potem je eno izmed spet najbolj popularnih poglavij je tale književnost. Tukaj so v bistvu vsa ta besedila, ki jih morate poznati za ustno maturo, ali za poklicno ali pa za splošno. Tukaj sta in za poklicno in za splošno seznama del, ki jih morate vedeti pač vsako leto posebej. In potem so pač zraven zapiski. Zapiski za vsa ta dela, ki so na seznamih, delala jih je naša komparativistka, tako da spet vsi so zelo jasno in kvalitetno objasnjeni. Tukaj so vedno odlomki, ki jih imate drugače v berilih, tako da pač veste, kaj morate vedeti. In tukaj so potem vse te informacije, ki so pomembne in pač če znate vse to, kar je v teh naših zapiskih, boste zlati maturanti. Tako da to je vsekakor vredno ogleda in pač tega, da se naučite. Potem so pa pač slovnično, glede na tematike, razločena poglavja. Recimo tukaj so spet nekateri imajo še podpoglavja zraven, recimo oblikoslovje, ima glagol, samostalnik, pridevnik in tako naprej. In spet znotraj vsakega poglavja imate kratke, jedrnate video razlage, da lahko vse ponovite, na koncu so vaje. Tukaj pred vajami so pa vedno pač še zapiski, kjer so pač v bistvu kar neki povzetki vsake snovi in pač tistih pomembnih zadev, ki jih res morate poznati. Seveda so pri slovenščini tudi na koncu rešene stare maturitetne pole in pač še nekaj dodatnih nasvetov. Ok, zdaj se pa vrnemo nazaj. Čaka nas še zadnja točka, ki bo pač pripomogla k uspešni pripravi na jesensko maturo. Tukaj so namreč še ostali dejavniki, ki pač poleg učenja ugodno vplivajo na te in na tvoje možgane v tem pač relativno stresnem obdobju. Tale prva vem, da je malo tako, mogoče se sliši malo za lase privlečena, ampak dejansko, če poskusiš razmišljati čim bolj pozitivno, da si mogoče vizualiziraš nek uspeh, občutke, ki jih boš imel oziroma imela potem, ko ti rata, neko olajšanje, ki ga občutiš potem, ko odpišeš vse teste, kako bo vse fino. To lahko zelo, zelo pripomore k temu, da uspešno odpišeš teste in da se malo bolj mirno pripravljaš na vse skupaj. Da tudi konec koncev med testi nisi živčen oziroma živčna. Tako da super je, če seveda tudi paziš na prehrano, da pač ješ neko uravnoteženo prehrano, da med učenjem glih ne piješ ves čas nekih energy drinkov ali pa Coca-Cole, pa zraven ješ čips. Ampak da mogoče piješ vodo ali pa ješ kakšno sadje, oreščke, take zadeve. In glede na to, da boš kar nekaj ur verjetno pač sedel oziroma presedela za mizo ob učenju, je zelo pomembno tudi, da se pred ali pa potem ali pa celo oboje malo razmigaš. Zdaj lahko je to samo, da pelješ psa na sprehod ali pa pač greš en krog. Super je pa, če še kaj malo bolj intenzivnega narediš, da poženeš kri po žilah, da možgani dobijo malo več kisika, ker na tak način bojo tudi tvoji možgani bolj delali in si lažje zapomnili stvari in jih boš pač na testu lažje priklical oziroma priklicala. In seveda, ne se preveč sekirati, če si imel oziroma imela do zdaj slabo izkušnjo z maturo, s kakšnim predmetom specifičnim. Probi se ne preveč sekirati okoli tega, ampak raj razmišljajo o jesenski maturi kot pač novi priložnosti, da se lahko izkažeš, da lahko nekaj dobrega narediš.
in da dosežeš tisti uspeh ali pa tisto olajšanje, ki si ga želiš dosežeti in da lahko sebi in ostalim dokažeš, da se da. In to je to v bistvu. Zdaj, ne rečem, da je ta pot ful lahka, ne rečem tudi, da so vsi te koraki, ki sem jih danes naštela, ful preprosti. Ni pa spet preveč težko. Pač sploh ne, če se jih dejansko lotiš po korakih enega za drugim in da se zavedaš, kaj vse lahko dosežeš, če se pač malo potrudiš, če malo stisneš. Ne pozabi tudi na akcijsko ceno na platformi. Če imaš kakršnokoli vprašanje, pa ti je naša ekipa in hkrati seveda tudi jaz, smo ti vedno na voljo in nam tudi lahko pišeš na e-mail, ki je tlele na ekranu zapisan. Tako da vso srečo in razturi na jesenski maturi.